Pozdravljeni. Jaz bom mečkaj malo drugače tele primer, kakor so moji predhodniki govorili z zastavo in bo šel iz drugega konca. Oni so govorili, kakšen način so uporabljali tej in kako so ga uspešno implementirali pri svojih raziskavah. Jaz bom pa povedal, kako smo se mi sploh srečali s tem, zakaj smo se odločili, da ga uporabljamo. Mi pa govorim v tem primeru, da raziskovalna infrastruktura slovenskega zgodovinopisja bolj znana pod Sistori. Je pa pač pri nas tako, da se poleg Sistorija ukvarjamo še z maršimi drugimi projekti, pri katerih pa ni ravno očitno, da bi postali kakšen večji uporabnik tej variant. Tako da bi pa rekel, zakaj smo pa sploh se v določenih primerih odločili. En prvih variant je bil že 2 leti nazaj, po moje 2 leti sigurno, če mi se kaj časa minilo, ko smo se posvečali z enim preprostim problemom, da smo postavljali novo lastno metapodatkovno schemo, grejeno na Dublin Core, ki smo ga z nekateri elementi kar precej razširili, hkrati pa tisti Dublin Core tudi dodatno omejili in kar tista Dublin Core XML schema pač ne omogoča zelo, je treba praktično skrbeti potrudi, da bi se še dodatno omejilo. Smo se odločili, da bo tudi en zraven, da bo zraven še en opis pri vsakih variantah, naprimer tako, ne? In ker smo to zadevo seveda postavljali nekako sproti, hkrati je bilo tudi veliko raznih dogovarjanj, kako bomo bolj fino iz praktične variante kakšne metapodatke kasneje opisovali notri. Smo se pač rekli, da bi bilo dobro to neke dokumentacije imeti čim bolj fleksibilno objavljeno. Kar pa pomeni, ne, da bi bilo dobro, če bi bila elektronska publikacija, da ne bi bil čisto PDF samo, da ne bi bil navaden Word dokument, ker se te verzije lahko hitro kje zgubijo, en ima eno verzijo, drug ima drugo verzijo, pa je treba pač potem paziti. Predvsem pa je bilo pomembno, da se je takrat lahko različne spremembe hitro pa enostavno dopolnilo. En drug takšen projekt, kjer smo se začeli srečavati pozneje potem za koristnostjo uporabljanja tej, je bil nas projekt Popisi prebivalstva, ki sem ga na eni prejšnji delavnici ravno tukaj v tem okviru SIDIH-a že tudi predstavil, ki pa je v tem členu ne za ta moment, ko se je bil takrat predstavljal, ampak za kasneje, za bodočnost, kar pomeni, da imamo mi namen razne popise prebivalstva, ki so se pojavljali na vsakih 10 let, med seboj tudi logitalno povezati. In takrat se pač, in ker smo v tem projektu se tudi zastavili tako, da mi ne bomo tisti, ki bomo presojali, kdaj je kakšen podatek pravilno zapisan, je prišlo do tega, da je marsikatera ista oseba, se predvideva, da je ista oseba, med enim pa drugim popisom ima lahko različne podatke za isto kategorijo. Naprimer, kot smo prej tudi videli, različna letnica rojstva, par dni sprememba in podobno. In ker je naša baza popisov prebivalstva bila v relacijski bazi, je potrebno takšne baze, če hočeš te zadeve upoštevati, zelo te relacije zaplesti in tukaj, ker me se zadnje se kmalu ugotovilo, da čezdalje večjo zapletanje teh relacijske baze, ki je pač podlaga tega našega popisa prebivalstva, mogoče nima smisla in je bolj smiselno iti v kakšne bolj baze, ki temeljirajo na XML dokumentih. Kmalu je pa ta zadeva še bolj prerasla
In smo ugotovili, da je potem, ko smo začeli malo uporabljati smo ugotovili, da je to čisto dobra zadeva tudi za kakršnekoli druge, novejše zgodovinopisne variante. Kolegi so prej predstavljali v glavnem to starejšo, se sečevali s temi starejšimi zgodovinskimi viri, kot so rokopisi in podobno, in večina teh projektov tudi temelji ko je po svetu, večina, ne vsi, ne seveda, ampak večina na kakšnih starejših gradivih. Mi pa se v glavnem srečujemo z druga polovica 19. predvsem pa 20. stoletje in ni pri naš treba iti ponavadi v takšne velike podrobnosti kodiranja, kakor je bilo prejle predstavljeno pri raznih rokopisih, ampak kljub temu pa, zakaj smo se odločili, da v določenih momentih je to pametno. Ker pač praktično, ko smo rekli, imamo situacijo, ko se pa zgodovinari pismo se sprašujemo, kdo, kdaj, kje in kaj je delal. To so tiste glavne komponente, ki jih iščemo in pač pričakujemo, da bi te elemente, ta iskanja niza bilo mogoče tudi kodirati notri v besedeli. Prvi rezultat tega zadnjega varianta smo glih ravno zdaj imeli pokazano, je naprimer ena tam naših monografij, ki je išla tako v HTML obliki, iz TT oblike, potem v EPUB obliki, MOBI obliki, po PDF-ju. In kar je, vse pa seveda izhaja iz te. In glavna poanta tukaj je, da pa nečem tako kasneje predstavil, da to ni glih ravno tista, obstajajo tudi projekti, kjer se tej uporablja kot izvorni dokument, iz katerega se potem naredijo vsi ostali formati. Ampak to ni nujno. Veliko založ uporablja druge skeme, kakor je tej. Niti ni nujno, da uporablja razne založbe. In za navadne dokumentacije, za navadne knjige, za tisto, kar ponavadi dobite v trgovini, na spletni trgovini seveda, in je tako zapakirano kakor EPUB ali pa MOBI pri Amazonu in podobno. Ni nujno, da je besedilo tako zelo dobro kodirano, da ne bi bilo mogoče, da bi bilo to nujno potrebno delati v tej, ampak obstaja seveda tudi zelo različne in to seveda tudi zelo primerne in dobre rešitve, ki jih v založništvu po svetu, pa nekaj verjetno tudi pri nas, zelo množično tudi uporabljajo. Seveda v založništvu, kjer je mišljeno, da ni prva knjiga tista, ki je tiskana knjiga, ampak je prva knjiga elektronska knjiga, iz katere izhaja kasneje tudi tiskana knjiga kot samo ena od oblik te publikacije. Kot primer tega, kaj je mogoče potem narediti s pomočjo tej, pa ni mogoče narediti tako enostavno z drugimi temi zapisi, z katerih poenostavi elektronske publikacije, naprimer tale naše imensko kazalo, kjer je ravno ta relacija, notri, ki je bila prej pokazana pri slovenski biografiji, relacija med osebami, vključena noter v imensko kazalo in je potem seveda pojasneno ne samo na kateri strani se ta oseba nahaja, kar bilo mogoče narediti tudi z navadnim indeksom, kar tudi delajo založbe s tem indeksom, ampak hkrati pa mogoče tudi dopolniti in seveda bi potem to osebo tudi najde. Zakonec, Maxo in podobno. Te zadeve bomo videli, bi bilo zelo težko na kakšen drugačen način v drugih primernih formatih kodirati. Če gremo. Zadnje čase, če bi se kdo spravil delati kakšne elektronske knjige,
bo seveda v zadnjem času prišel na tisto, kjer je praktično ta prava v zadnjih 2 letih, ko so se standardi tudi začeli sprejemati pri brskalnikih, na novo HTML verzijo, to je HTML5 verzija. V zadnjih parih letih se ta HTML5 verzija zelo hiter začela uveljavljati in je praktično resno že postaja standard. V našem primeru, tiste, kar bom jaz govoril, bo prišla v primer tudi XHTML5 verzija, kar pomeni, da je tako lepo strukturirana, kot bi mogel biti XML strukturiran, kar je prej Tomaž na začetku govoril. Ampak glavna poanta pri tem HTML5 je, da je v primerjavi s prejšnjimi HTML-ji začel postavljati veliko več semantičnih elementov notri. Se pravi, da HTML5 vsebuje in za tega je tudi zelo dobra alternativa, da bi začeli, kdor bi hotel imeti kakšno moderno publikacijo, kar praktično na HTML5. Ni vam potrebno iti na XML, če imate znanje o HTML, pa hočete enostavno knjigo izdati, lahko zato uporabite kar takoj HTML in HTML5 in potem ste zadeve krate naprej na druge publikacije. To pa je, te nove semantični elementi so tukaj malo našteti, so tako, da lahko posebej označite kot članek, ki je kot na delu spletne strani, to so potem razne sajt, kot so razna kazala, navigacijska, potem je detalji so, da se malo odpre, poveča v besedilo, zraven potem za slikam je bolj dodelano figure caption pa figure, potem lahko spletno stran veliko bolj semantično pravilno ozračite, kjer je header, kjer je footer, pa kjer je noga, in kjer bi mogla biti main varianta in podobno. Sekcije so mogoče označiti, ponovno je mogoče označiti tudi čas. Glavna poanta teh elementov je to, da one v resnici nič ne naredijo. Če jih vi upišete notri in jih brskalniki tudi razumejo, ne bojo oni na podlagi tega sami po sebi nič naredili. Ampak bojo pa lažje razumeli strukturo samega besedila, ki se nahaja v tem HTML-ju. Bojo vedeli, kje se začne, kje se počne, kje se razlika med enim in drugim člankom, s tem, ko boste dali v naslov, bo znotraj lepo označen, bo tudi lepo označeno, kdo je avtor tega dela, kakšen je naslov tega dela in podobno. In bojo lahko interpretirali veliko bolj kvalitetno te podatke, kot pa bi bili interpretirani, če teh ne bi bilo. Se pravi, potem je odvisno od brskalnikov in različnih aplikacij, da to vzamejo te podatke in nekaj naredijo iz tega ven. In to so bili tudi te glavni razlogi za uvedbo teh novih semantičnih elementov, se pravi, to je lažje urejanje strukture same spletne strani, da je na podlagi tega, kar je bolj natančno označeno, semantično je to tudi lažje potem prilagoditi za različne elektronske naprave, naprimer nekaj, da se ve, kaj je sploh zdaj v zadnjih časih, ko so te večji pa manjši zasloni. Zelo pa pomembna pa seveda tudi za razne optimizacije spletnih strani. Ker če vi to lepo označite, to spletno stran, bo tudi brskalnik prej in hitreje določene momente iz te spletne strani poudaril, kot pa drugače. Če to ne bi bilo in brskalnik in preko njega iskalniki, ne bi vedeli, kaj to sploh je. Iz tega stališča se je seveda bilo to prvo momenta, ker ne se zadnje tista navodila, ko sem od začetka pokazal, so bilo v HTML5 napisana, originalno, in se jih je dalo čisto zelo
lepo označiti. Se pa je pa nastal problem, da ti lahko lepo označiš naslov, označen odstavki so označeni, potem kaj so opombe so lepo označene, tudi semantično in podobno, ampak če pa hočeš kaj več, pa smo pa rekli, to je bil tisti prvi moment, se pravi, kdo, kdaj, kje, kako, kaj, ne, ti se pa že malo teže. Ko sem prej videl, ne, čas je zdaj že mogoče semantično označiti, ne, ampak za kaj drugega je pa potrebno druge oznake najti. Ne, in tukaj se pač domisli tega, da se sporoči ali tako iskalnikom, ali pa naprej s svojim publikacijam, da se uporablja različne optimizacije spletnih strani s pomočjo tako imenovanih ali so RDFA, mikroformati ali pa mikrodata. Pokažem eno varianto, za katere je pa tudi pametno, da se ima en kontroliran vokabular, da je nekaj dogovorjenega, da bo računalnik vedel, aha, to je v resnici oseba, da ne bom tega sklepil samo, to je oseba na podlagi dveh zaporednih besed, ki ti se obedve začnejo z A, z veliko črko in podobno z malimi črkami in podobno, ampak da bo vedel, to se gre resno osebo, to se gre resno za organizacijo, to se gre resno za dogodek. Z tega stališča se uporabljajo te tako imenovani RDFA, pa mikroformat, pa mikrodata skeme in v zadnjem času se zelo uporablja tale skema org varianta, ki je skupna skema od vseh največjih iskalnikov, razen seveda od Microsoftovega spet ne, ki pa ki je tukaj, ne, in s katerimi je lepo mogoče označiti tudi kraje, osebe, organizacije, revije. To je mišljeno zato, če boste kdaj videli kakšne recepte na spletni strani, vtipkate, če ste že kdaj iskali kakšen recept in vam bo ne samo vrglo recepte s tem, da bojo linki pri Googlu na recepte, ne, na spletno stran z receptom, ampak bojo zraven tudi kakšne zvezdice narisane. Bojo zraven tudi kakšne dodatne povezave na ocene, še kakšne dodatne statistične male variante. To so te dodatne informacije, ki jih te iskalniki dobijo iz te spletne strani, ki so označene na semantično pravilen način. In te zadeve se označujejo tako. Je pa takole en primer, pa da bomo še spuščali, da se vidi, samo mogoče tak, da se pove. Je pa praktično tako, da je ta RDFA najbolj kompleksna način označevanja. Mikroformati so veliko bolj preprosti, mikrodata so pa nekje tam vmes in je v zadnjem času je predvsem priporočilo, da se proba čim več teh mikrodatov uporabljati, čeprav so bolj novejši od teh iskalnikov, kar pravijo. Tako da bi jaz, da ne bom predolg, pokazal primer mikrodata, ne? Je drugače, tisti si tri primeri so bili isto označeni, lepo pomeni, da je se da lepo osebo, tukaj sem jaz, ne? Tukaj se to vidi Andrej Pančur, ki dela na Inštitutu za novejšo zgodovino, INZ, in tam imamo našo spletno stran, ki pa je History.CE. In to ti pač računalnikov pač poveš tako, da tukaj označiš, da je to mikrodata s tem item in scope, označiš, kateri tip je, to je po tej dogovorjeni schemi od scheme org, ne, da se tukaj gre za osebo, se pravi, od tukaj do tukaj se opisuje oseba, jaz pa sem popisno, in kateri je ime Andrej Pančur in s katero je povezana tale spletna stran. Hkrati znotraj tega je pa to,
da je posebna oznaka še za organizacijo in je znotraj te osebe gnezdena še ena zadeva, še ena organizacija, ki se določa, aha, to pa je organizacija. Se pravi, način, ki je relativno zelo podoben tista, kar smo prej videli in je glede na te vokabularje, ki so tukaj, mogoče relativno dobro označiti tisto, kar bi tudi zgodovinarje zanimalo. Pride pa seveda problem. Prvič, to so vokabularji, ki so šele v razvoju. To je nastalo tudi praktično par let nazaj in se tudi zelo razvijajo. Kaj bo čez 10 let, je vprašanje, se ne ve. Tej ima po drugi strani veliko, smo slišali prej na začetku, veliko večjo to zgodovino tega razvoja in tudi veliko bolj stabilno. Kako bi rekel, skupnost. Ne? Po drugi strani je to delano z današnji moderni splet in je tudi izhodišče bilo takšno, da se na modernem spletu označuje tisto, kar v sedanjosti ljudi zanima. Zgodovinarji, pa tudi drugih, mislim, tudi takšni, da hočemo označevati tisto, kar je bilo včasih na ta način. In s temi modernimi vokabularji je to toliko težje. Zadeva je prvič usmerjena samo na modernost. Hkrati je pa seveda ta zadeva lahko tudi rata zelo komplicirana, sploh ker ugotoviš, da tudi ta schema ORG ni tista, ki bi vse zajemala. Obstajajo še druge scheme. Lahko avtorske pravice z Dublin Core schemo, na primer, označiš. Lahko posebej s Creative Commons oznakami. Da se praktično relativno zelo dobro skoraj vse označiti, ampak je vprašanje, bolj označuješ, bolj se zadeve ti komplicirajo, in potem prideš do tega, aha, koliko se mi pol zdaj to splača za tistih par let, ko bi mogoče to stvar funkcionirala. No, zdaj pa pridemo do naslednjega formata. Ampak, če bi pa se vseeno odločil, da vseeno bi označil te osebe, pa organizacije, pa kraje na ta način, tisto, kar sem rekel, to, kar tudi bi nas zanimalo, kot zgodovinarje, kot osnova. Mi smo tudi preslišali v tem 13. modulu, ki je bil predstavljen z biografskim leksikonom. Je tako, da če bi se odločili pa to naredili v HTML5 ali pa v HTML, je pot do nadaljnih objav zelo lahka. HTML je praktično nič, EPUB je praktično nič drugega, kakor v en zip file pa s določenim pravilom zapakirane spletne strani in prikazane pač na določenem bralcu. Kakor imaš ti spletne strani, ki jih v določenem pravilu pač zapakira skupaj, imaš praktično že ta EPUB. Tukaj pa tudi prišel zdaj novi standard in bi marsikdo tudi pomislil, zakaj ne pa delati takoj samo te EPUB varianto. Navsezadnje temelji tudi na HTML5. Hkrati ima pa tudi te EPUB tudi še veliko več teh semantičnih elementov, ki jih HTML5 niti nima. Tukaj so tukaj našteti, to je ta zadnja verzija, strukturni semantični vokabular, in z njim se da opisati, tukaj sem samo par variant prikazal, zelo natančno tisto ravno, kar je pride upoštev za kakšne, kako bi rekel, upoštev za kakšne elektronske publikacije. Zelo natančno se lahko določi, veliko bolj natančno, praktično, ker je delano prvenstveno za elektronske publikacije, kakor pa v Teju, se lahko s to schemo določi
samo strukturo pa razdelitev publikacije, katere so komponente. Te zadeve, kar so tukaj, so točno določene. Ne? Ni samo tisti tip, ko je bil prej pokazan, ko je Matija pokazal, ne, da je chapter dal kot tip, ki je se sam dal, lahko bi pa poglavje pač napisali. Tukaj je točno določeno, da mora biti chapter. Ne? Z navigacije je točno določeno. Praktično vse je točno določeno in kar je tisto najboljše, ta schema se stalno dopolnjuje in tudi vsi največji bralniki teh EPUB publikacij se temu prilagajajo. Če imate, na primer, potem pravilno označeno, kaj je opomba znotraj te publikacije, vam bo pri tem Applovem iBooku bralniku tisto opombo lepo prikazano toliko, da se vam bo odprl tisti pop-up obrazec in vam bo veliko lepše izpisali, kot pa da vam bo nekam drugam vrglo. Ampak vse zadeve imajo seveda svoje prednosti slabosti, stvar je še v razvoju, videlo se bo, kam se skupaj pele. Ampak načeloma bi bilo mogoče večino knjižnih zadev označiti na ta način. Razen, tu pa ta razlika, spet tukaj seveda znotraj tega ni mogoče pa teh RDFA mikroformatov in podobno uveljavljati v te zadeve in spet pa v tej EPUB-u zgubimo tisto semantiko, ki smo jo tam na samem HTML-ju 5 mogoče pridobili, je tukaj manj lepo označena notranja semantika. Iz tega razlika je mogoče čisto novi projekt, katere strani razmišljate moderne založbe. So se nekateri odločili, da bojo naredili pa vse. Gremo tako, da bo izvorni dokument, ne bo več XML, ampak bo HTML5 in bomo njemu dali to Rally založba, ki pač zelo znana ravno po teh računalniških publikacijah pa priročnikih, da bojo v svoj delovni proces naredili na podlagi HTML5. Se vidi, da je tudi to mogoče, ne? Pravi razlika tehtanjem, kdaj je XML, kdaj je HTML. In oni so se pač odločili, naredili, uporabljajo samo HTML elemente, ki so znotranje, hkrati pa dodajo dodatne svoje tipe, katere pač niso, so zelo podobne tisti EPUB semantični varianti, ampak še malo bolj prefinjeno dodelani in jih pač na ta način opisujejo in zdaj so dali eno, kako bi rekel, testno verzijo, ki počasi se izteka, ki bo verjetno sigurno plačljiva, saj se najavlja, ne vem pa koliko, ampak ki pa omogoča seveda najboljše tako, da lahko avtori ali uredniki, kdorkoli piše direktno v tisto virtualno okolje, v urejevalnik besedila, piše tako, kot če bi pisal navaden Wordov dokument, hkrati se mu pa vso besedilo zapisuje pod tisti schemi, ki so oni določili v HTML5 format. Hkrati imajo pa določeno še kot ena od teh zadev, da imajo že praktično nek gumb pripravljeno, vi tako pa tako kodirate, tako pa tako zapisate, ni potrebno nobenega računalniškega znanja, pritisnete na gumb in zadevo se vam spremeni avtomatično v EPUB, v HTML spletno stran, kot smo jih tudi prej videli, pol iz tega tudi v Mobi, iz EPUB-a pa še nekaj pa v PDF za printanje, pa v PDF za spletni ogled. Se pravi, da lahko dobite tudi PDF, ki je točno takšen, da ga lahko pošljete v tiskarno in naredite pač tiskanje. Z tega sliša se tudi vidi, da ni nujno, da so kakšni, da bi bili
vsi projekti mogli biti na ta način, najprej treba narediti tiskano knjigo, iz tiskane knjige gremo pa delati elektronsko publikacijo. Ne, trend gre ravno obratni strani, najprej elektronsko publikacijo, iz te pa lahko tudi naredimo tiskano knjigo. Ampak, kot sem rekel, v vsakem primeru je bilo so te zadeve pri nas malo pomanjkljive. Za tisto označevanje oseb, organizacij, krajev, časa je vedno nekaj manjkalo. In pač sem pa preizkusil določene druge podobne XML scheme. Ena od njih je bila Book, pa sem tudi ki so pa zelo dobro tudi notri zastopane v Oxygene, ko ga je predstavil. Dogbook, Vita, ne še architecture. Nekaj je tudi arhivarij, pri nas še, če se še zdaj, je tudi ta arhivarski, encoding archival description, in seveda na koncu v določenih teh zadevah pridemo do tej pri nas. Ker vsaka od teh zapisov, ko se je bilo preizkušenih, imela tudi svoje določene pomanjkljivosti z našega stališča, kar je bil. In kakor je lep primer za Dogbook, ki je dobesedno delan za to, ampak zadelan za tehnično dokumentacijo, izhaja iz računalniške dokumentacije ven, omogoča tudi krasno delitev z same elektronske publikacije. Kot tukaj je lep primer, da se gre za naslov, podnaslov, poglavje, naslov, poglavje in podobno. Ampak, ko pa prideš glavno do teh označevanja oseb, gre. Organizacij se tudi še da. Kraji pa niso več predvideni, da bi jih se dalo na posebne načine kodirati. Je bilo problem in za tega se je ta hitro opustil kot to, da bi ta zadeva bila kaj primerna. In pridemo pač do tej, ko sem rekel, na podlagi česa se je pač bilo mogoče in kodiranje v tej in potem narediti takšne spletne stran in takšne indekse in tole je samo lep primer, kaj se da pol iz vsega tega še dodatno narediti, kar druge XML scheme tega ne omogočajo. In zakaj smo se pač to odločili. To je taka mešanca med tem elektronskim publikacijami, pa kar bi tudi uporabljali pol kasneje pri popisih prebivalstva. Je pa v bistvu v tem, da je to praktično to, kar smo videli prej. To so označevanje oseb, krajev, imen, pa kaj je še bilo tistega 13. sklopa, ki je bil prej prikazan in to je isto nadaljevanje. Pri nas je malo drugačno, tem je bil prikazan rojstni datum, da je bil pač, koliko je, če se ne motim, bilo rečeno, gotovost, da je srednja gotovost. Pri nas je bila ta varianta tak, da se en datum rojstni izključuje drugi datum rojstni. In podobno. Potem je naprej tudi mogoče, da eno bivališče izključuje drugo bivališče. Pač ni bilo jasno izviro razvidno, kje izrecno je ta človek takrat živel, en vir je omenil istočasno, da je tam, skupaj z družina, drugi vir, da je tam. In, kot sem rekel, teh zadev bi bilo v kakšnih relacijskih bazah grozno težko označiti, ker bi bilo treba to relacijsko bazo veliko bolj zakomplicirati. Tukaj pa so vsi te elementi, ki jih tukaj vidite, in so bili tudi prej predstavljeni, so bili najprej nekje v eni relacijski bazi, pa iz tega potem pol izvoženi in dodani kot dodatek k elektronskim publikacijam, ki jih je bilo prej pokazano. Prej, naprimer, tista relacija, ko sem pokazal za pri indeksu osebnih imen, pri indeksu oseb, ki nastopajo notri publikaciji, je narejena na podlagi tudi teh relacij, ki smo že prej videli. Evo.
mogoče malo povzetek, da se lažje vidi. Kdaj se splača iti, če hoče kdo, vas pa če bi imel namen, iti samo to, da bi se izdajalo kakšno elektronsko publikacijo. Nič drugega, ampak samo izdajanje elektronskih publikacij. Kdaj se splača, kdaj se ne splača iti v tej. Treba se zavedati, da, ko sem predstavil, ne, vsak teh formatov, ki so, ima svoje prednosti pa pomanjkljivosti. Glavna prednost tega je, da je z njim mogoče najbolj ustrezno semantično označiti besedila tisto, kar je primerno za humanistiko. Potem je, kar je bilo prej pokazano pri teh popisih, idealno je mogoče pisati izvorno digitalna besedila, se pravi, da pišeš knjigo, hkrati pa s tem povezuješ z virom kodiranih v XML kodiranih podatkov. Hkrati lahko, ko imaš tako generirano besedilo v XML, lahko iz teh, praktično, to narediš neke vrste bazo, iz tega izluščiš nove podatke, ki ti pridejo prav ali v novih raziskavah, ali pa se na samem prikazu, kot so tam pri teh zadevah. Ne? Slabost je seveda ta, da je to varianta zelo kompleksna in je pač v primerjavi s HTML-jem navadnim, je seveda to veliko bolj kompleksno. Z tega seveda je več dela pa več stroške. Hkrati pa mislim, da je to neprimerno, če bi hoteli samo imeti eno prezentacijo. Prezentacijo bi bilo knjige v kakršnikoli elektronski obliki, tako kot jo imate v Wordovem dokumentu, in bi tisti Wordov dokument radi pretvorili z stavki in opombami v elektronsko publikacijo, se lahko v takem primeru tudi tej preskoči in greste direktno iz tistega Wordovega dokumenta v HTML in iz tega izdate katerokoli drugo elektronsko publikacijo. Mogoče še eno varianto tokile pri teh formatih, ko se treba zavezati, ne? Ker ravno pri teh kompleksnosti, kako se da kaj označi. Smo rekli, tej je praktično najbolj semantično iz našega stališča, da besedilo označiti. Ne? V vsakem primeru pa vedno nekje izgubimo eno od teh oznak, tega semantične vsebine, ki je bilo v prejšnji varianti veliko boljša. HTML5 je definitivno, ko smo pokazali s te mikroformati kot primer, pa mikrodata, mogoče relativno dobro označiti to besedilo, ampak ne pa tako dobro, kot pa v tej. Za tega seveda pri tem, ko se naredi konverzija v takih primerih iz tej v HTML5, se nekaj izgubi. Nekje vmes ne moreš vsega prikazati, kar bi si želel, oziroma je notri tega veliko več, karkoli lahko prikažeš na HTML5. Če greš na EPUB, je seveda še dodatno zgubiš nekaj. Ko greš v Mobi, ker je Mobi pač temelji na EPUB, ampak je mičken manj kompleksna zadeva. Schema je veliko bolj omejujoča, moraš malo oklestiti prvotni EPUB 3, pri pretvorbi se lahko hitro zgodi, je še manj primeren, za kakšne dodatne variante. Še manj pa tega imaš pri PDF-ju, ki je primerjen za splet. Na PDF-ju, ki je primerjen za splet, seveda imaš lahko kakšne povezave. Še manj pa je tega seveda v PDF-ju, iz katerega potem greš v tiskarno in s tem izkliščeš tiskano knjigo, kjer pa vse te razne povezave in tista skrita vsebina, ki je iz tega ven prisotna, dobesedno izgine. To bi bilo to. Aha, to ja. Pa sem pa hotel zaključiti še s tem pretvornikom. Je pa vseeno mogoče za tiste, ki bi imeli samo interes za kakšne manjše pretvorbe, pa hitre izdaje, relativno ne toliko kompleksnih besedil, kot je prej pri rokopisih kazanih, ampak vseeno hitre izdaje elektronskih besedil, tiste, kar imate v Wordovih dokumentih, je pa seveda mogoče tudi ta pretvornik uporabljati.
in podlagi tega tudi se kaj narediti. In če tako praktično verjetno pozoril, da bi se tudi naprošil, da vsi, ki ste bili na delavnice, pa bi imeli kakršenkoli interes v vseh tega zadevah slišati pa spoznati bolj nadrobno, veliko bolj nadrobno, tudi na praktičnih primerih, kar je bilo že prej povedanega, ne, tudi v primerju te konverzije. Karkoli, prosim, maili so, bolj poslano tudi eno obvestilo, pa praktično, da se vas spomne. In kar vam si od tega pride, prosim, povejte, kakšne želje, da bi imeli iz kakšnih praktičnih, bolj praktičnih zadev, kot iz teh hitrih pregledov. In se bo, ko bi se želje zbralo, organizirali tipične, mislim, namenske delavnice s tem, z samo par udeleženci na vsako delavnico, tako da bi se dalo potem veliko bolj natančno se kdorkoli potem nauči, pa skozi prakso pride do teh drugih izvedb. Toliko samo.